En lep pozdrav, draga družba. Evo, prišel je čas, da posnamemo novo zgodbo. In sicer takole. Obljuba dela dolg. Rekel sem, da bom predstavil oziroma naredil primerjavo med Garminom 6X Fenix Solar Pro, to je tale zadevca, pa ta nova Apple Watch Ultra, se pravi na desni roki Ultra, na levi roki Garmin. Evo, takole izgleda pa skupaj. V glavnem, stvar je zdaj taka. Gre se za dve vrhunske športne ure, oziroma pametne športne ure jih reklamirajo. Zdaj pa stvar je na tem, da bom jaz to predstavil res o takih zadevah, ki meni najbolj odgovarja nekako. Oziroma s tem, kar se jaz najbolj ukvarjam. In na kaj jaz gledam pri taki uri? Tukaj je siguren pomemben, da zelo dobro res beleži tale GPS, pa da imaš en hud dnevnik tega, ker stvar je v tem, da rabiš, ne vem, za ATV, za motocross, za nautiko, jadranje, kajak, jetski, sanke. Povsod ti pride prav ta zadeva, ker vedno ti beleži, ne vem, srčni utrip, višino, temperaturo, pot, da se znaš vrniti, da veš, kje si bil, koliko si imel vzpona, gor, dol, vse, res hudi gadgeti so, res hudi. In že leta uporabljam te pametne ure in sicer res je, da sem začel v bistvu z Appleovo, potem sem se pa kasneje nekako na Garminu orientiral, ampak to par let imaš to, par let tuno in več krmeniš. Evo, zdaj sem pa rekel, da bom predstavil. Mogoče kakšnemu, ki kupuje to zadevo, bo to prišlo zelo prav, ker bo videl živo take primerjave in se bo nekako najdel v teh zadevah. Zdaj, jaz se bom tukaj poglobil recimo v pohodništvo, tek, ATV, jeti, jadranje, se pravi nautika, sanke, tako. Na tem področju bom jaz tole majčkeno predstavil, pa da se vidi, kje komu kaj prav pride. Da nam preveč dolgovezu, nič, poganjam na teren, da bomo imeli kaj za pokazati, Akcija! Evo, pohodnik na terenu. V glavnem, ure so sinhronizirane, jaz sem pognal, testen sprehod se zdaj odvija, da vidimo, kjera kako kaj pokaže, pa da primerjamo majčkeno specifikacije, pa kje so odstopanja, pa koliko dejansko je razlike med urami. Akcija! Evo družba, par letu iz prehoda, aplikacije sta delale, ure sta tekle, v glavnem nič. Zdaj pa, da se majčkeno poglobimo v statistiko. Zdajle bomo pogledali aplikacijo in sicer od Garmina. Jo tako lepo zalaufamo, evo se tukaj kaže na ekranu kako in kaj, da gremo majčkeno čez. Evo, takole izgleda aplikacija od Garmina. Fino se da pogledati na mapci, kje se je hodil gor dol in tudi sam diagram v bistvu, kje se je šlo počas, kje se je šlo hiter, različni napori. Evo, takole noter pa imaš povprečje, hitrost,
heart rate, v glavnem vse ti noter zazna. Moram reči, da posod sem zdaj meril samo iz zapestja srčni utrip, ni bilo merjeno v bistvu iz pasa, ki ga imam v bistvu od Garmina. Tako da, evo, tu je zdaj v bistvu Garmin aplikacija. Stvar je v tem, da, naprimer, hodil sem 59 minut, 4 km, 4,07 km narejenih, pa recimo 400 dobrih kalorij, 411 kalorij ne bi pokuril, ne. To pravi Garmin. Zdaj, kar se tiče Appla, gre pa v bistvu tale workout, isto evo ga, se pravi, takole je izgledala zadeva. Pri Applu je pa piše, da je šlo za 4,11 km, čas je isti, vzpon je bil 65 metrov, ali to je pa meni všeč, naprimer, pri Garminu ti kaže minimalen vzpon pa maksimalen vzpon. To pomeni, ne kaže ti, koliko metrov točno si se dvignil, ne, Apple to beleži, Garmin pa to sicer ne. Srčni utrip je zelo podoben, kalorije, evo, 412 jih kaže Apple, Garmin je imel 411. Tako da v bistvu z eno kalorijo natančno sta tole skupaj spacala, ne. Zdaj načeloma, tle je zdaj spet stvar, kaj osebno nekomu pač paše, ne. Enim paše Garmin, enim Apple, vsak ima neko svojo, bom rekel, neko svojo vizijo, ne, in v bistvu, evo, takole pa tole izgleda, ne. Vsak ima svojo aplikacijo, vsak po svoje dizajnira in pač to je to. Evo, zdaj tukajle gledamo, pa greš pa noter v bistvu takole na, čakaj, kje je zdaj tale, aha, fitness. Apple ima tudi v bistvu svojo aplikacijo fitness, takole se lepo vodi evidenca po dnevih. Garmin ima sicer isto ima koledar, isto vse te stvari lepo laufajo. Mogoče mi je meni osebno od Appla malenkost boljša, ker zdaj, evo, takole noter kaže, ne, naprimer, kaj se danes vse počeli, aplikacije, s katerih je šlo. A veš, Apple ima nekaj takega, da te skozi buzarira, daj, premiki se, vstani, to, da se ne zasadiš, da se ne poleneš in tako naprej, a ne. Paše, ne, takole ima tudi po dnevih, naprimer, kako in kaj je bilo. In to je v bistvu to, ne, tale hiking, ki ga tukajle klikneš, takole v aplikaciji ti ga pokaže pol, od Appla je pa to originalna aplikacija, a ne. In tukaj noter ti pol dejansko pokaže tudi tukaj ima mapo, kakšna mapa se, klikneš tukaj, da imaš satelitsko, mapa. V glavnem, tukaj je en tak povzetek, a ne, pol da šlo tudi še v mor, imaš res te razne grafe, vse živo, tudi za te napredne športnike, ki si sledijo za izgubo teže, ma ni da ni. Tukaj sem dal sam primerjavo v bistvu, kako med urami to poteka, ta merjenje, pa koliko je katera recimo natančna zdaj. Zelo nagliho sta obe, tako da načeloma je tule res samo stvar osebne verifikacije, ne. Na hitro, kaj sem jaz opazil, tulele baterija na Garminu je bistveno boljša kot na Applu. Je pa res, da pri Applu imaš v bistvu že na tej Applovi uri tako, da imaš, ne vem, pol te gadgete, ne vem, muziko si štelaš tam tako, kot ti paše, kakšen sporočil pride vmes, telefonski klic, take stvari in to vse te obvestila tudi poberejo dosti baterije, a ne. Ampak načeloma meni paše, lej, daš pa malo večkrat filat, se nimaš kaj. V glavnem, zdaj pa tako, pičemo na nov podvig in sicer zdaj gremo pa na 4-kolesnik in akcija. Da vidimo še, kako se GPS znajde v res takem gozdu, kjer ni poti, pa da vidimo tole natančnost, kako ga pol locira, pa kako se tam pride, v bistvu kako obe ure zmerita podatke iz dejanskega stanja še v tej branži.
Evo družba, sredi deževnega gozda oziroma blatanega gozda se zdajle oglašam. Evo, zato je zame športna ura oziroma pametna ura nepogrešljiva pri takih dejavnostih, ki jih počnemo. In sicer, evo, zdaj sem v bistvu na štirikolesniku nekje sred gozda, nimam pojma, kje sem. Vedno me pot zanese na neke take traile, ki se pol tudi težko vrnem. Ampak v bistvu je stvar v tem, da iz tem uram, ki jih imamo danes, se da to, bom rekel, bistveno boljš orientirati, izkoristiti in kjerkoli znamka, samo da res dobro podpira tale GPS sledenje in vse ostalo, tako da to je fenomenalno v bistvu. Evo, pokažem zdaj majčken menu od Appla, kako izgleda tale ura, pol pa še od Garmina, da majčken vidite za primerjavo, pa kjer je vam bolj všeč. Na desni roki Appleova Apple Watch Ultra in sicer v plačljivi aplikaciji Work Outdoor, zgleda zdaj zadeva takole. Na levi strani sem si jaz naštimal majčken tele parametre, kar se tiče kilometre, koliko mi kaže srčen utrip, povprečna hitrost, kalorije, koliko jih približno izgubiš na takem podvigu. Pol je pa tudi povprečna nadmorska višina. Na desni strani tukaj lahko fajn pogledate, imamo pa zdaj tole mapo. In ko klikneš na mapo, greš lahko ful takole v detajl in vidiš, kje je pot. Takole odzumiraš in sicer najdeš hitro pol razne okoliške poti in vse to, tako da pol se lahko tudi vrneš po njej ali pa najdeš v bistvu nov trail in sam gasa hrabro po temu dalje. Evo, na levi roki imam pa danes Garmina in sicer Garmin Fenix 6X Pro Solar. Tukaj le goram pa tudi v bistvu naštima, se pravi razdalja, časovnik, hitrost, višina, koliko visok smo, pa srčen utrip, koliko je bil največji vzpon vse skupaj. Zdaj pa tako, pogledaš, tlele moraš pa majčken pol na uri polistati. Evo, takole zdaj izgleda tale karta. Garmin dela pol v bistvu takole črto in vidite pol, kje se lahko tudi vračate nazaj ali pa najdete nov trail. Tukaj lepo se lahko tudi pogleda, evo, klele ima še za srčni utrip, ura je bila prej, kompas in evo nazaj na teh nastavitvah, ki jih jaz uporabljam. Evo družba, zdaj sem pa nazaj štirikolesnika in sicer tele dve napravce sta lepo beležile pot, pa vse parametre, bom rekel, kar se tiče vzpona, povprečne hitrosti, srčen utrip in tako naprej. Zdaj pa da vidimo, kjera dejansko odstopa od druge, ker glih zaradi tega delamo ta test, da vidimo natančnost teh obeh ur. Evo, grem zdaj v bistvu v Garmina, da pogledamo, kako je zdaj tole izgledala naša pot. Evo ga, tukaj lepo je označen trail, cak, evo, takole je tole šlo. Se pravi, vse ti lepo beleži pot, kje se peleš, čist ti jo lepo izriše po satelitu, v glavnem 13 km, ura 55, 700 kalorij. Tako je zdaj recimo, če gledamo po tele, se pravi, aplikaciji od samega Garmina, dobiš ful tako veliko teh informacij, lahko noter potegneš ven in sicer, kaj je največ tukaj point tega, da meni kaže v bistvu pot. Sama pot, vzponi, kje je srčen utrip dobro delo, bolj pa to, da se znaš v bistvu vrniti nazaj na svojo, bom rekel, lokacijo ali pa pot, ki jo pol hočeš malo večkrat zvoziti. Evo, takole v bistvu zdaj izgleda tale Garmin. Evo, še povprečna temperatura ozumim, kako je bilo. Cak, po krogih, vsakih 5 km ti on kaže krog. On ti lepo na 5 km krog da. Povprečna hitrost, kakšna je bila. Vse, tako, ful. Garmin, ne bom rekel, res se imajo hud footage, da ga lahko pogledaš na vse fronte. V glavnem, takole zdaj to izgleda. Tukaj zraven se bo itak na tem ekranu lepo tole prikazuje. In špica. Evo,
Zdaj pa, da se v bistvu vrnem nazaj na Apple. Apple, ne, v Apple je bilo pa vse tako, da sem delal v tej aplikaciji, se pravi Work Outdoors. To aplikacijo sem jaz kupil, ker jo uporabljam, bom rekel, res za vse. Od sank, štirikolesnik, laufanje, hajkanje, kolesarstvo, špica, vse imaš v eni aplikaciji. To je res dobro, da imaš pol tudi samo zgodovino in vse to lahko ful dobro vidiš. Ok, zdaj pa tukaj le kliknem, takole pa zgleda zdaj ta. To je pa zdaj Work Outdoor aplikacija. Tukaj je pa bilo 12,9 km, se pravi za 0,1 km razlike kaže v bistvu, kar se meni zdi, da je več kot super za toleranco, ki jo imata obe ure. Tako da evo, tukaj zdaj gledamo lahko isto zemljevid, kako kaže, in jaz sem zdaj tukaj naštiman zelena, je bil srčen utrip normalen, oranžna, rdeča, je pa že pritiska, tako da tukaj se res hudo vidi. In ta aplikacija, imaš tukaj vzpon, se pravi heart rate, koliko kalorij je približno šlo, GPS stanje, v glavnem ni da ni, vse ti ful dobro zavališ. To je zdaj spet stvar vsakega posameznika, enim paše Garmin, enim Apple. Čist obe ure sta res fenomenalne in jih imaš lahko za vrhunsko uporabo ali pa rekreativno, tako da nimaš kaj kiksati, evo iskreno. To je bil zdaj še ena primerjava, kar se tiče primerjave med uram glede na trail štirikolesnika. V gmajni noter, kjer so signali ful slabi, tudi nek sem bil brez, bom rekel, signala telefonskega, ampak ure sta se odrezale fenomenalno. V glavnem, jaz sem se zdaj odločil za tole Apple Watch Ultra, zato, ker imam tudi iPhone od njih in je sicer ta povezljivost, reminderji so hudi, vse te obvešča, ful tak hud feature ima, da ti res iz telefona fenomenalno dela. Slabost je pa ta, da res pri moji uporabi zdrži slabe 2 dni. To pomeni, da moraš kar dosti filati, vse se hitno fila, ali pa do fila, pa tako naprej. Garmin je pa res namenska ura, ki ima porabo baterije tam 9-10 dni. Hudo dobro dela na to porabo, ki jo jaz sicer imam, pa te GPS-i, pa športne aktivnosti, je približno tako, da mi zdrži slab teden, nekje, ali pa recimo en teden, in je to bistveno več kot od Apple. Natančnost obeh ur je res fenomenalna in sta to ena izmed najbolj kvalitetnih ur, ki ti pokažeta res te GPS, višine, globine, heart rate, se pravi, kar se tiče srčnega pulza, v nulo pokažeta natančno. Tako da, fino je mogoče, če se že odločaš za eno tako uro, da si na eni znamki do konca, zaradi te same, bom rekel, zgodovine. Zgodovina je ful pomembna, ker lahko gledaš čez leta nazaj, kje si delal napredek, a rastaš, padaš, gor, dol, to je bolj pomembno. In to je to. Načeloma pa nimate kaj kiksen s kjerokoli uro in sam hrabro. V glavnem, to je bilo zdaj zaenkrat vse. En test na hitro smo naredili, se pravi, kar se tiče pohodništva, pa na štirikolesniku. Iste funkcije se da pa pol uporabljati, bom rekel, res dobro na kolesarstvu, pohodništvu, sanke, vodni skuter, ni da ni. Mogoče res, da grem še čez, powerboat sem tudi, moram reči, da sem res za te moje igračke le najboljša, in evo, tukaj sem tudi stestiral eno aplikacijo, ki je na Appleovi uri, je Water Speed se reče,
in tudi res posebej za tega jeta, za jadranje, kar se tiče navtike, imate v bistvu vse tukaj noter in ne, odkole tu zgleda. Ne. Se pravi, greš noter, klikneš start in ti on beleži vse, tukaj lahko zbereš, kaj imaš, a imaš jadranje, windsurfanje, pač lahko imaš kajtanje, supanje, ni da ni. V glavnem daš na jet ski, jaz sem to sicer tudi pol probal, manjčkaj sem hodil tukaj pobaviti pa tako, a ne. In on ti isto tudi beleži, tukaj imaš mapo, kaže ti duration, koliko časa je trajal, sama distanca, speed, povprečen speed in pa tukaj imaš ta diary, ki ti kaže dejansko čez leto, je ful dober feature, ker lahko pogledaš, koliko dejansko si bil na vodi in kaj si pač počel. Fenomenalno, ni. V glavnem, huda razlika med tem dvema urama je ta, da v bistvu na Garminu sicer lahko pogledaš, kdo te kliče, pa obvestila ne moreš pa javiti, ne moreš se govoriti pa pisati. Pa Appleovi uri pa to zdaj gre, ne. Skozi si povezan, telefon imaš lahko fino v nepremočljivi torbici ali pa nekaj in operiraš v bistvu vse s to uro. Da si res dosegljiv za takrat, ko je najbolj treba, ne. Hud feature, bom rekel tako, če res iščeš pravo hudo športno uro, bi jaz šel mogoče na Garmina, ker ona je res za šport, trpežna je hudo dober, res za vse vremenske pogoje, pač ni da ni, ne moreš jo niti spraskati, tako da je res fino. Pa Apple isto pa je zdaj reklamiral, da se jo ne da spraskati in tako, ampak še vsem je bolj taka nežna fancy ura, razumeš, ker ne bi jih rad probal zdaj, lahko zbijaš, a ne. Je pa tako ena huda, pri Apple je ena huda, bom rekel, en tak feature, no, da imaš med pametno pa med športno uro, je to nekaj najboljš, kar lahko greš in to je ta Apple Watch Ultra. Evo, to je zdaj v bistvu zaenkrat vse. Kliknite like, delite, naročite se na kanal, nič vas ne stane, meni bo pa pomagal mogoče za naprej. Hvala lepa in družba, se vidimo v kratkem na novih podvigih. Sega!